Drage gledalke in dragi gledalci, prisrčno dobrodošli v naši družbi, kjer bosta debato bogato obogatili naši dve gosti, to sta gospa Nada iz Slovenskega hospica, predsednica Društva Slovenskega hospica, Maribor, in pa gospa Marjana Mihelčič, ki je bila direktorica Zavoda za ostarele in obnemogle. Prisrčno dobrodošli obe. Hvala. Poznata dragocenost časa odhajanja. In to je zelo pomembno takrat, ko ljudje umirajo in ko so v trpljenju. Da znamo ovrednotiti tudi te trenutke, ki so zelo pomembni za naše življenje. Morda se tega ne zavedamo dobro. Ampak oni dve, ki sta se družili z temi ljudmi, ki so odhajali, bosta znali utemeljiti, kaj čutijo ljudje, ko odhajajo. In pa naslov smo pa dali tej oddaji Hakeldama. Ne vem, če poznate zgodbo Jude Iškariota. Juda Iškariot je bil tisti Jezusov učenec, ki je Jezusa izdal. Ne? On je za 30 srebrnikov izdal Jezusa in tistih 30 srebrnikov, ki jih je potem po tem, ko se je pokesal tega, oziroma ko mu je bilo žal, da je Jezusa izdal, ne? Je tistih 30 srebrnikov dal tistim, ki so mu ga dali, ampak nihče se ni teh krvavih srebrnikov hotel dotikati. In zaradi tega so za te srebrnike kupili Hakeldamo. Hakeldama pa se je imenovala njiva krvi zaradi tega, ker so tam darovali, žrtvovali ljudi poganskim bogovom. In Gospod nas pa po preroku Ezekijelu svari, pravi, gorje mestu, ki je prelivalo kri. In zakon, kot ga jaz imenujem na kratko o evtanaziji, to je o končanju življenja, predčasnem, ne, nas nagovarja k temu, da bi ljudje ostali brez tega dragocenega časa, v katerem zorijo. Vem pa, da se mnogi bojijo tudi najmanjšega trpljenja in pa smrti in da umirajoči in trpeči potrebujejo ljubeznivo prisotnost. In zato imamo danes dve gosti, gospo Nado in gospo Marjano, ki nam bosta povedali kaj iz svojih izkušenj. Gospa Nada, če lahko začnem s teboj. Se poznamo in se bomo zato tikali. Če lahko začnem s teboj, bi morda povedala, kako hospic pristopa v teh primerih do teh ljudi, ki trpijo in morda umirajo. Hvala lepa za vprašanje. Izredno pomemben vidik, zakaj je skrb za umirajoče v bistvu delo hospica, izvira iz preteklosti, kjer so se ljudje, popotniki zatekali ali zaradi bolezni, ali zaradi utrujenosti, pa tudi zaradi umiranja v te gostujoče hiše, kjer so se oddahnili, rodili, umrli in tako naprej. Torej, v bistvu so to bile hiše življenja. No? In v teh hišah je razvoj hospicev poznan po vsem svetu, ne samo pri nas. Cicely Saunders je bila prva, ki je v bistvu te teorije povzela in iz njih razvila filozofijo hospica, filozofija spremljanja neustavljivo bolnih in umirajočih. Iz teh zgodovinskih dejstev se je pa na podlagi izkušenj z delom z umirajočimi ustanoviteljica doktorica Metka Klevišar soočala in spraševala, kako naj to pripelje v slovenski prostor. Zbrala je somišljenike in leta 1995 ustanovila Slovensko društvo Hospic. Takrat, ko je hospic začel delovati v Ljubljani,
se je želja po tej ideji razvijala tudi naprej za Slovenijo in tako je naslednja lokacija bila že Maribor leto zatem. Ko se je filozofija hospica kazala kot zelo učinkovita in koristna, se je ideja širila tudi tako daleč, da danes lahko s ponosom rečemo, da Slovenijo pokrivamo po celotni regiji z 12 območnimi odbori, imamo razdeljene terene in sleherni neozdravljivo bolni, umirajoči ali žalujoči ima priložnost in možnost, da se obrne na nas in prejme podporo v času bolezni, umiranja in žalovanja. Torej, hospic oskrba je pravzaprav pristop do človeka, ki pomeni, da v tem obdobju imaš koga, na koga se lahko zaneseš, pri kom lahko najdeš oporo in z njim iščeš odgovore za svoje težka vprašanja o lastni minljivosti, o skrbeh, ki jih imaš, o resnici filozofije minljivosti. Smo duhovna bitja in ne glede na veroizpoved imamo vero, ki nas pomirja, ki nam omogoča, da kot duhovna in čustvena bitja imamo potrebo po bližini in tega včasih ni dovolj, ker je pretežko, ker ne znamo, ker nas ni tega nihče naučil in še veliko razlogov je za to. Zaradi tega je v takem okolju izredno pomembna podpora in sicer oseba iz hospica lahko v taki družini opolnomoča in pripravlja družino na proces umiranja. Ko tole govorim, se predvsem osredotočamo na to, da je življenje doma tudi prostor za zaključevanje življenja. Ja, hvala Bogu. V našem prostoru je namreč trpljenje in pa umiranje tabu tema. In mi bi se teh tabujev morali rešiti. Imamo pa prav malo literature, recimo, ki bi govorila o teh stvareh, ker pač to ni neka priljubljena tema, čeprav bi morala biti, ker osvobaja. Pred kratkim je pater Platovnjak napisal knjigo Prezrti čas. In v tej knjigi nas spodbuja, da bi v času trpljenja in pa umiranja bili ob nekom, ki pač potrebuje našo pomoč, našo bližino. Bližina je tisto, kar je pomembno. Ljubeča bližina. Tako je. Ja. Tako da vi v hospicu potem nudite ljudem, ne glede na to, da niso vaši sorodniki, kaj šele, če bi bili, čudovito je, da človek lahko umira doma, da lahko moja mama umre v mojem naročju, da smo vse dneve in noči ob človeku, če je tole možno. In vi pa to potem nudite v hospicu. Ja, v bistvu bom si dovolila malo popraviti tole. Nudimo v bistvu pomoč pri soustvarjanju hospica na bolnikovem domu. Torej, vsaka hiša, ki povabi hospic, ima en mali hospic doma. Še zdaleč pa to ne pomeni, da hiša hospica ni nujno potrebna tudi za take, ki te možnosti ali pa drugačne možnosti nimajo. Tako da oboje je odlična podlaga za, bom rekla, človeško in življenja polno umiranje. Ja, hvala, Nada. Marjana, ti pa si dejansko v praksi izkusila, kaj to pomeni biti ob tistih, ki umirajo, ki trpijo. Ja, v svoji dolgoletni izkušnji z delom s starostniki, ki so seveda
vsi v tej predzadnji stopni, da jaz sem se soočala z najrazličnejšim trpljenjem. In se mi zdi zanimivo, tako kot si tudi prej omenila, da nimamo odgovora na trpljenje. Tako se nam zdi, da če nekdo na hitro umre, si rečemo, ta ima pa srečo. In tudi pri sebi bi lahko rekla, tudi jaz tako mislim. Obenem je pa to paradoks, ker vem iz izkušnje, kakšen milosten čas je, če imaš čas, da se lahko pripraviš na to smrt. Tako da, čeprav vem, da je trpljenje in starost in bolezen privilegij za pripravo, za dozorevanje, si tega bojim. In to je normalno. Ker trpljenja si ne želimo in poskušamo vse narediti, da bi se temu izognili. Obenem je pa to, sem večkrat rekla tudi oskrbovancem, zadnji korak, zadnja šansa za celo večnost. In vsak, ki pride v dom, je za njega to ena velika prelomnica. Je poln strahov. Strahov pred izgubo dostojanstva, strah pred odvisnostjo. To je zelo hudo, predvsem pri teh, ki so zelo karitativnih delavcih, bom rekla, ki so vse življenje delali za druge in je zelo težko sprejeti, da bi pa naenkrat bili odvisni. In je veliko teh odporov, ampak to je ta prva faza, ta čas sprejemanja, čas preden prideš do tega, da se sprijazniš, da je to zadnje obdobje. Vsi si želimo biti produktivni. Imam pa iz izkušnje, res lahko rečem, da je to pa čas rodovitnosti. Ker ta naša družba je usmerjena, vse vrednote so usmerjene v produkcijo, v ustvarjalnost, v storilnost. In ko pridemo v obdobje, ko tega ni, je velika kriza lahko. In da se zavemo, da je pa to zelo rodoviten čas, je pa potreben en proces. In v domu sem jaz imela eno skupino, še preden mi je birokracija vzela čas v direktovanju, sem imela pogovorno skupino, kjer smo večkrat poudarili, da je to obdobje, ko se moramo navaditi na veselje, ker večnost je veselje. In mi ne znamo biti veseli. Torej, to šola, ta dom ali pa ta čas, šola za veselje, zato da bomo lahko vstopili v ta večno ljubezen, da bomo pripravljeni na ljubezen, ki nam jo bo Bog izkazal v večnosti. In ti naši pogovori so bili izredno globoki. Jaz sem bila včasih presenečena res nad modrostjo teh, ali pa nad spreminjanjem, nad dozorevanjem in sprejemanjem smrti. Fabrice Hadjadj, francoski pisatelj, je zelo dobro napisal, če hočemo živeti v resnici in v pravem veselju, se moramo soočati s smrtjo, oziroma moramo pogledati smrti v obraz. In to so bile te naše skupine. In moram reči, da vsi, ki so, seveda je bilo precej tudi potem drugih izgube spomina, ali pa ni se mogoče dal na en način tudi verbalizirati vsega, kar so doživljali. Ampak že samo s tem, da so čutili, da so nekje sprejeti, da so razumljeni, da so slišani, da so lahko povedali svojo zgodbo, se je pri njih začel en proces dozorevanja. In meni je bilo to čudovito opazovati, kako so ti meseci ali leta, ki so bili v domu, za njih pomembni in v bistvu pomembni za njihovo celo večnost. Ker je bilo to res učenje te otroškosti, se tudi v Svetem pismu piše, če ne postanete kot otroci. In ta prehod od produktivnosti v rodovitnost je zelo težek, si ga ne želimo. Je taka sprememba, da se jo bojimo. Ampak za našo večnost je zelo pomembna
ker drugače bomo to mogli pač nadoknaditi v vicah. Ja, Marjana, hvala. Nada, velikokrat sem slišala, da tudi na smrt bolni in umirajoči, predvsem vem, da sem slišala o tem o otrocih, ne? Da tudi doživljajo trenutke veselja in radosti, ne glede na to, da vedo, da se približujejo večnosti. Ne? Imaš tudi ti morda tako izkušnjo? Ja. Vsaka postelja z umirajočim je bolj kot kdajkoli prej polna življenja in okoli postelje prav tako. Sploh, kadar je družina pripravljena in spravljena z resnico in takrat se dogajajo najlepše stvari. Imajo priložnost, da si povejo to, kar si še niso povedali, da se spominjajo, da se veselijo. Velikokrat sem doživela, da so tudi peli, da so poslušali glasbo, da so imeli kakšne aromaterapije. Skratka, doživela sem, da so imeli skupaj kosilo, da je umirajoči v bistvu bil skupaj z njimi v jedilnici in je slovesnost tega kosila bila še dodatno začinjena ravno s tem, da je ta bolnik še nekaj pojedel, ko sicer ni jedel, in jih je to še dodatno razveselilo. In kaj je še tista posebna nota polnosti življenja v bolniški postelji? To, da mi svojci, ko me obvestijo, da je nekdo od njihovih zaključil svoje življenje, umrl v njihovi bližini, včasih v naročju, kot ste rekla, že prej, mame ali pa koga, tudi bratov, sester, moža, žen. In da je to bil trenutek, ki ga nikoli več v življenju ni možno nadomestiti s kakšnim drugim doživetjem. Nekaj najlepšega, nekaj nepozabnega in tudi nekaj tako dragocenega, še zaradi tega, ker je bilo za tega bolnika to toliko dobro, da je pravzaprav umrl z nasmeškom na obrazu. In sin gospe, ki sem jo nedavno spremljala, mi je po telefonu, ker se še nisva videla v živo, rekel: veste, vso pomoč tega sveta sem imel na razpolago. To, da ste mi pa vi pomagali v procesu, kako živeti s tem, da bo mama dejansko umrla, je bilo pa zame neprecenljivo. In sem vam hvaležen, da sem imel priložnost videti, kako je mama z nežnim nasmeškom na obrazu umrla in mi odgovorila s tem, koliko mi je hvaležna za to, kar sem dal. Ja, hvala, Nada. No, moram reči, da mi kristjani pa ob umirajočem ali pa trpečem molimo. In včasih je bila to praksa vse splošna, ne? Da so takrat, ko je nekdo trpel oziroma umiral, da so njegovi ob njem molili. Ne? In jaz moram reči, boš tudi, Marjana, ti povedala kasneje, ampak jaz moram reči, da imam 4 take izkušnje, ko sem slučajno pod navednicami bila prisotna, ko je nekdo umrl in sem videla učinek molitve. To je bilo neverjetno. Človek, ki je umiral zaradi aidsa, to so najbolj trpeči ljudje, ne? Ki silno trpijo, to je bilo že 20 let, več kot 20 let nazaj. Sem bila po naključju pri njem, ne? In on je silno trpel, izstopala mu je kri v porah, ne? Izstopile so mu oči iz jamic, ne? Ležal je, mislim, imel je razpete roke in noge. In potem, mislim, to je pravzaprav daljša zgodba, zaradi tega, ker nisem vedela tudi, ali je sploh bil krščan, je kristjan, ni kristjan, ne? In sem se takrat odločila,
za krst v sili. In potem po tem krstu bila njegova partnerica zraven, seveda tudi ona je bila bolna zaradi AIDS-a, ampak ni vedela, ali je sploh bil krščen in tako dalje, ne? In počel je hude stvari v svojem življenju, ker je bil grozno zavržen, ne? Grozno zavržen in od očeta in od mame, ne? In še od babice na koncu. In potem, ko je umiral, seveda je ta teža bila jasno na njem. In po tem krstu sem prišla do njega in sem poznala čist majčkeno njegovo zgodbo in to, kar si prej omenila, ne, sprava za svojimi bližnjimi. Ne. To je izjemno pomembno, ne, da pred smrtjo, da se človek spravi s svojimi. Ne. In sem pristopila k njemu in to je bila tudi edina reakcija njegova, da je obrnil glavo in me je pogledal in sva se za nekaj trenutkov srečala z očmi. Ne. In potem sem ga nagovarjala, sem mu povedala da njegovi starši zaradi takih in takih razlogov verjetno niso bili sposobni mu dati ljubezni, ki jo je on potreboval. Ne. In sem ga nagovarjala, ker vem, da ga je Bog ljubil, pa še kako. Ne. Sem ga nagovarjala, da bi svojim staršem oprostil, ne, in svoji babici in vsem tistim, ki so ga prizadeli. Ne. In potem se on čisto miren je postal, ne. In sem še mu govorila malce o tej božji ljubezni do njega. In potem sem odšla na stol, ki je bil ob njegovi posteli in sem videla, da je čist miren in sem začela tako, jaz rečem temu na zalogo, moliti molitev, pridite angeli Gospodovi, vzemite njegovo dušo, ne, ponesite jo pred obličje najvišjega, ne, ker sem vedela, da je to konec njegov. In potem pride njegova partnerica in ga pogleda in reče, joj, pa on je umrl. Ne? In potem letijo po zdravnika, seveda, on je umrl v popolnem miru, brez bolečin. Njemu so bolečine prenehale, ko je bil krščen. In potem je prišel zdravnik, ne, in je ta partnerica njegova rekla, gospod doktor, povejte mi, zakaj je moj, ne vem, kako mu je že bilo ime, moral toliko trpeti. Potem pa je zdravnik rekel, gospa, ali se vi zavedate, da je to velikanska milost za njega? On bi v takih in hujših bolečinah umiral 2 do 3 mesece, zdaj pa je bil rešen. Ne? Tako da nesporno ima molitev veliko moč. Ne? Tudi če beremo recimo knjigo Jakobovo, ne, pravi, molitev porojena iz srca bo človeka ozdravila. Ne. Zdaj ozdravljenje je lahko tudi smrtne, prehod v večnost. Marjana, kaj pa ti praviš na to, tvoje izkušnje? Nada je že povedala. Zdaj, ob tem, ko si govorila o tej smrti, se jaz enostavno spomnila na moje prvo srečanje s smrtjo. In to je bil moj oče. To je zdaj 50 let od tega, leta 76. Ja, sem bila taki pubertetik, sploh nisem hotela sprejeti, da je bolan, da je, mislim, zelo v enim revoltu do Boga, da zboli, do bolezni. Obenem sem pa tudi sama takrat že 3 leta zdravljena na onkološkem, sem bila redna gostja in še kasneje. Tako da je bilo to eno zelo tako težko obdobje srečevanja s smrtjo. Ampak v tistem času je res, tako kot si rekla, včasih so molili doma. In on je ostal doma, on je bil doma, ni bil v bolnici. To je bilo zame nepojmljivo, takrat sem bila že na zdravstveni šoli in sem se kregala, zakaj ne v bolnico, zakaj doma. Takrat so bile v Radovljici, sem pač z Radovljice, tudi šolske sestre in so vsak dan, mislim, da so prav naredile tako verigo, da je bila skozi ena pri njemu, da je molila. To zadnji 3-4 dni. In ko je že imel težave z dihanjem, je prišel zdravnik, ki je bil, moram reči, zelo takrat smo rekli, režimski. Ni razumel, zakaj molimo, ampak obenem
sem jaz takrat bila zelo, vso svojo jezo sem stresla na njega, kaj se to pravi, da ne more ga dati v bolnico, da vendar ni mu pomaga, da vem, kaj to pomeni, da če človek trpi, ne vem, koliko je trpel, samo jaz nisem sprejela, da je to zadnja faza. Ampak on je takrat me vzel točno spomnim, sva šla v kuhinjo in mi je govoril kot odrasli osebi. To je bilo meni prvič že to lepo, da me je sprejel kot odraslo in je rekel, poglej, veš, da bo umrl. Sem rekla, ni treba, da umre. Umrl bo. In to soočenje z resnico je bilo sicer šokantno, ampak obenem me je osvobodilo. In potem je rekel, a ni lepše, da umre tukaj, ko ste vsi ob njem, kot pa da umre v hladni bolnici med cevkami. In takrat sem jaz to sprejela in potem je res bilo to ena taka milostna smrt. Ko je že zelo tako mučil, je potem šel do vsakega, mislim, da nas je bilo 5-6 zbranih ob njegovi postelji, od vsakega se je poslovil z očmi in njegov pogled je ostal na meni in takrat je zdihnil. In jaz nisem čutila, da je to težko, ker sem se že prej poslovila, ker sem sprejela to resnico. Kot da bi rekla, da sem odželovala naprej, čeprav bi potem proces še, ampak tako pomembno mi je to bilo takrat, da mi je zdravnik rekel, jasno, smrt je tukaj, a ni lepša, če je v krogu domačih, ki molite za njega. In to je v bistvu bila ta prava paliativa, ki je bila že takrat, pred 50 leti, normalna. Takrat je potem on ostal doma. Ni bilo mrliške vežice še v Radoveljci in smo dve noči tudi prebedeli ob njem z molitvijo. Marjana, res je to. Predžalovalni proces se imenuje to obdobje sprejemanja resnice, da bo človek minljiv. In res je, da v tem obdobju tudi pridemo do točke, ko smo jezni na zdravnika, ko nam pove resnico, jezni na Boga, jezni na usodo, nase in na vse, ki hočejo kaj o tem vedeti. In to je normalna človeška reakcija na težo situacije. In s takšnim izhodiščem velikokrat ljudje, bom rekla, k sreči, zmorejo poiskati kontakt in nas prosijo za sodelovanje. Da se tudi na tem področju naredi ravnotežje. Ker šele, ko je to ravnotežje vzpostavljeno, je v bistvu pot do sprave mogoča. Brez tega sprejetja resnice ne gre. Tako da izredno sem hvaležna za to, ker sem lahko na tak praktičen primer pokazala, da je tudi jeza na zdravnika stvar v bistvu odnosa, lastnega odnosa do sprejemanja minljivosti. To, kar si rekla, lastnega. Jaz sem takrat potem 10 dni po njegovi smrti mogla sama na zelo obsežno operacijo na Onkološki inštitut in sem se soočala s lastno minljivostjo. Seveda. In prej ta jeza na Boga, na zdravnike, na vse, da mi ne morajo pomagati, kako ni pri 18 letih umrem, to ni pravica. Imam pravico še živeti. Ampak takrat sem jaz začutila, da je to resnica, da kar bo, pač bo. In sem sprejela to svojo situacijo, čeprav je bilo težko, ko sem videla, da je grob zelo globoko skopan. Sem razumela, zakaj. Ampak a je bil to namig, da je prosto še za enega? Ja, ker je bilo, sem pač tako razumela. In je bilo težko, ampak obenem sem rekla, to je samo en prehod. Te besede se spomnim, da je, točno, zdravnik je rekel, saj smrt je samo prehod. In meni je ta beseda, prehod, ostala. Prehod iz enega stanja v drugo. Da je to reče nekdo, ki ne pozna, mislim, ki ni bil pač verenja, takrat si bilo to tako, ampak on je uporabil to besedo, ki mi je osvobodila. In to je bilo olajšanje. Ja.
Ker jaz verjamem, kot kristjan res verjamem, telo pač umre. Ljubezen ne umre nikoli. In to, da jaz še vedno čutim, da me ima oče rad, da je ta ljubezen ostala živa. In tudi pri oskrbovancih v domu sem velikrat svojcem to rekla, saj pač njegovo telo je šlo. Ampak ljubezen, ki ste mu jo vi dajali, ali pa on vam, to ostane. In ta vera, se mi zdi, da je tisto, kar nam pomaga jeti čez v to razumevanje tudi smrti in slovesa. Ja, Bog nam daje moč, ne? Ja. Bog nam daje moč, zato je vera, zato imamo vero. Ne? In hvala ti za tvoje pričevanje, namreč pogosto prezremo ta izjemno dragocen čas, ne? Ko neozdravljivo bolni pa umirajoči potrebujejo našo ljubeznivo roko in ne strupa. Ne? Milostna smrt ni smrt, ko ti dajo strup in se mučiš potem in umreš, čeprav zanikajo to mučenje, ampak tisti, ki so bili zraven, vedo, da to je tako. Da ne umreš, ne greš na cvetne poljane, ne? Ampak trpiš, lahko tudi nekaj dni. Ne? Celo zaporniki so zavrnili nekatere strupe, ki so jim jih tisti na smrt obsojeni, zaradi tega, ker je to huda zadeva. Ne? In imam 4 prijateljice, ki so vse v 4. fazi raka in se pravi, vedo, da se približujejo svojemu zaključku življenja na tem svetu. Ampak niti ena od njih, prav vse sem namerno vprašala pred tole oddajo in sem jih vprašala, ali bi si ti želela, da bi dobila strup in bi predčasno umrla. Niti ena se ni odločila za tak način. Je rekla, tako kot sem naravno prišla na svet, tako želim normalno, naravno odživeti tiste zadnje trenutke mojega življenja. Ne? In če pogledamo Sveto pismo, kako se je s tem problemom ne samo umiranja, ampak trpljenja srečal v preizkušnjah Job. Vemo, da je bil on zelo preizkušen. Zelo preizkušen. Izgubil je vse, kar mu je bilo, razen življenja pa ljubezni, je izgubil vse, kar mu je bilo najdragocenejše na svetu. Se pravi, ne samo imetje, ampak izgubil je družino, izgubil je zdravje. Vse je izgubil. In še tudi prijatelji pa žena mu niso bili velikokrat v oporu. Ampak on potem, če boste pogledali 5. poglavje Jobove knjige, od 8. vrstice dalje, Job, ki je tako grozno trpel, je spoznal, kje je rešitev. Pravi, jaz pa bi šel k Bogu in bi svojo zadevo predstavil Bogu, ki dela čudovite stvari, polne čudežev brez števila. To se pravi, on nam pokaže pot. Bog ti nudi, ti pa sprejmeš ali pa ne. To je tvoja zadeva, tvoja odločitev. In prej, ko sem prišla, sem našla tule Sveto pismo na mizi in sem ga odprla za vas. In pravi, poslušaj, o Gospod, moje besede, sprejmi moje vzdihovanje, prisluhni glasu moje tožbe, moj kralj in moj Bog, saj k tebi molim. Job je našel rešitev. On je dozorel v svojem trpljenju, ko vemo, da je bil tudi ves bolan, da je bil ves krastav in brez neke take pomoči, ki bi jo mi želeli. In on je rekel, jaz pa bi šel k Bogu in bi svojo zadevo predstavil Bogu, ki dela čudovite stvari, polne čudežev brez števila. In rada bi se še spomnila ene smrti, to je smrt moje znanke, ki je bila partnerica tega, o katerem sem prej pripovedovala in je umiral v zelo hudih bolečinah, za aidsom, dokler nismo prosili Boga za rešitev. In ona je potem prosila, sem bila pri njej v bolnici in njena mama, in je prosila mamo, mama, prosim, vzami me domov.
Mama je rekla, joj, ne vem, kako bom jaz to zmogla. Ona pa, prosim, mama, prosim te, vzami me domov. Ona je rekla, gremo vprašati zdravnika. In je šla zdravniku in zdravnik je rekel, gospa, to je tako hudo trpljenje, da ga ne boste zmogli. In zaradi tega vam svetujem, da je ne vzamete domov. In ko je to povedala svoji hčerki, se je ona obrnila k meni in rekla, Majda, prosim te, izprosi mojo mamo, da me vzame. Dobro, da skrajšam. V glavnem, mama jo je vzela domov, potem ko sem ji jaz obljubila, da bom katerokoli uro dneva, po dogovoru seveda z mojo mamo, ki je potem morala mene nadomeščati doma, da bom katerokoli uro dneva dosegljiva in da bom prišla k njej, če bo prehodov. In ta umirajoča, ona je bila verna in je molila. Vsak dan je molila in rekla mi je celo, da se srečuje s svojim duhovnim voditeljem. In jaz sem prosila bližnjega duhovnika, sem rekla, prosim, če ji lahko prinašate vsak dan opojilo. Povedala sem mu, da je bolna, in smo seveda pripravili vse za sterilnost in tako dalje potrebno. In on je prihajal vsak dan in je nosil opojilo. In če se spomnimo, kako je umiral njen partner v hudem trpljenju, ona tega trpljenja sploh ni doživljala. In enega večera je rekla svoji mami, je rekla, mama, pridi k meni ležati. In je naslonila svojo glavo na njeno iztegnjeno roko. In ko je bilo jutro, se je zbudila samo mama. Ta punca je umrla brez vsakih bolečin, v objemu svoje mame. Se vam zdi kaj lepšega? Bogu hvala. Zdaj teh pričevanj imam še veliko, pa vidim, da se urca kar pomika k koncu. In bi vam rada povedala o Božji ljubezni, da se boste lažje odločali za to, da boste obdržali svoje drage doma, da boste tam, kjer vas oni želijo, kjer vas potrebujejo. In vam bom prebrala o tej očetovi, to je o Božji ljubezni do vas. Zato, da boste zmogli moč, da boste obdržali svoje bolne in trpeče ob sebi in da se bomo na referendumu odločili proti temu, kar je nenaravno, in da se bomo odločili proti temu zakonu. Rojeni smo za večno življenje in tako kot je Ezekiel rekel, gorje mestu, ki je prelivalo kri. In bodimo pokončni v tem boju za življenje. In v tej molitvi pravzaprav pravi tako. Besede, ki jih pravkar prebiraš, so resnica. Spremenile bodo tvoje življenje, če jim dovoliš, ker prihajajo iz samega Božjega srca, on te ljubi in je oče, ki ga išče že vse življenje. To je njegovo ljubezensko pismo tebi. Tebi, draga sestra, dragi brat. Moj otrok, morebiti me ne poznaš, toda jaz vem vse o tebi. Vem, kdaj sedeš in kdaj vstaneš, poznam vse tvoje poti. Celo vsi lasje na tvoji glavi so prešteti. Ustvarjen si po moji podobi. V meni živiš, se giblješ in obstajaš, si mojega rodu. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Izbral sem te še predno sem ustvarjal svet. Zamisli, predno je Bog ustvarjal svet, je mislil nate. Tvoje življenje ni pomota ali naključje. Vsi tvoji dnevi so zapisani v moji knjigi. Določil sem točen čas tvojega rojstva in bivanja. Čudovito si ustvarjen. Stkal sem te v materinem telesu in te podpiram od tvojega rojstva. Tisti, ki me ne poznajo, si me napačno predstavljajo. Nisem daleč in se ne jezim, ampak sem popoln izraz ljubezni.
tudi v času našega umiranja, naše smrti. Vso svojo ljubezen želim radodarno izliti nate, ker si moj otrok in jaz tvoj oče. Nudim ti več, kot ti lahko nudi tvoj zemeljski oče, ker sem popoln oče. Vsak dober dar, ki ga prejmeš, prihaja iz moje roke. Skrbim zate in poznam vse tvoje potrebe. Moj načrt za tvojo prihodnost je bil vedno poln upanja, ljubim te z večno ljubeznijo. Mojih tebi namenjenih misli se ne da prešteti, kakor tudi ne zrnc peska na morju. Nad teboj se veselim prepevanju, nikoli ti ne bom nehal delati dobro. Želim ti pokazati velike in nedoumljive reči. Če me boš iskal vsem svojim srcem, me boš našel. Veseli se v meni, pa ti bom dal, kar želi tvoje srce, ker jaz polagam vanj te želje. Zate moram storiti mnogo več, kot si moraš predstavljati, spodbujam in bodrim te. Sem tudi oče, ki te tolaži v stiskah, ko si zlomljenega srca sem ob tebi. Kot pastir nosi jagnje, te nosim v svojem naročju, blizu srca. Nekoč bom obrisal vse solze tvojih oči, odvzel bom vse bolečine, ki si jih trpel na zemlji. Sem tvoj oče in te ljubim, kako ljubim svojega sina Jezusa, kajti v Jezusu je razodeta moja ljubezen do tebe. On je popoln izraz mojega obstoja, on je prišel dokazati, da sem s teboj in ne proti tebi. Prišel sem povedati, da ne preštevam tvojih grehov. Jezus je umrl zato, da bi midva lahko postala prijatelja. Njegova smrt je največji dokaz moje ljubezni do tebe. Dal sem vse, kar sem ljubil, da bi mogel pridobiti tvojo ljubezen. Če sprejmeš dar mojega sina Jezusa, mene sprejmeš. In nič več te ne bo ločilo od moje ljubezni. Vrni se domov. In pripravim ti veličastno gostijo, kakršne nebesa še niso videla. Vedno sem bil oče in bom vedno ostal oče. Moje vprašanje je, hočeš biti moj otrok? Čakam na te, ljubim te. Tvoj oče, vsemogočni Bog. Draga sestra, dragi brat, mislim, da nam je Gospod resnično izkazal svojo ljubezen, ki jo živi do nas vse življenje. In če se imaš kam zateči, se moraš zateči v njegovo srce, tudi v Jezusovo prebudeno stran, kjer si varen pred vsakim zlom. In moraš se zateči v Jezusovo naročje, on te ljubi neizmerno. Rojeni smo za večno življenje. Torej, živimo življenje do konca, naravno in odvrnimo grozo tega referenduma oziroma tega zakona, ki nas želi prikrajšati za izjemno dragocene trenutke našega življenja. In Marjana in Nada bosta rekli še kaj za konec. Prosim. Po vsem tem, kar smo danes spregovorili, se mi zdi izredno pomembno, da smo kot družba odgovorni, da razvijamo sočutje, da se pogovarjamo o minljivosti, da si s tem, ko razbijamo tabuje pogovora o smrti, odpiramo možnosti za to, da bi naša življenja živela v upanju do naravnega konca. Da bi temu bilo tako, je izredno pomemben razvoj paliativne oskrbe, katera je nujno potrebna še napredka razvoja
omogočanja razvoja hospic programov, financiranja hospic programov in seveda zavedanja, da je postavitev kakovostne in dostopne paliativne oskrbe prednostna pred alternativno odločitvijo predčasnega končanja življenja. Hvala, Nada. Marjana? Se pridružila tudi temu, kako je res ta paliativa izrednega pomena, ampak predvsem tudi za ljudi, ki to izvajajo. Ker mi potrebujemo spremembe. To je res, jaz bi rekla, tudi kot večkrat rečem, da je dom ostarelih, ali pa tudi, kot pravite vi, hospic, fakulteta za humanizem. Da postanemo ljudje, da se te naše vrednote prevrednotijo v res tiste pristne človeške vrednote. Iskrenosti, ljubezni in da iščemo odnos. In jaz bi poudarila tudi to, da je res to ena velika milost, če imamo še starše žive in so nekje v domu, da izkoristimo ta čas z njimi. Da gremo do njih in da se zavedamo, da je vsak trenutek, ko smo lahko še z njimi, ena velika prilika za ljubezen, ki se bo tudi nam povrnila. Pa še drugo, kar bi tudi rada poudarila, da ravno ob tem zakonu, ko se nekako, ko lahko rečemo, da bo to, da smrt postaja ena financirana storitev. S tem se resnično življenje razvrednoti. Ni več ena brezpogojna vrednota, ampak ena dobrina, o kateri mi sami odločamo. In to je velika izguba za človečnost. Zato je tako pomembno, da se zavemo, da vsak trenutek, ko smo še v telesu, imamo možnost, da zaslužimo si večnost. In če to predčasno prekinemo iz ene lastnega strahu pred trpljenjem ali iz kakršnega koli razloga, si podaljšamo to trpljenje v vicah. Ker telo lahko ubijamo, duše ne. In naše trpljenje je lahko večje, je lahko, bom rekla, trpljenje na tem svetu je bolj blago. Zato tudi nekdo, ki je v komi ali ki se sprašujemo, zakaj kot rastlina ima pomen, da še živi, ga ima. Tudi za našo humanizacijo, za našo človečnost, za naš odnos do njega in za vrednoto te ljubezni, ki jo podarjamo. Ja, hvala, čudovito ste zaključile. Torej, drage gledalke, dragi gledalci, povabim vas, da našim starim staršem in bolnikom in ne vem komu vse, namesto strupa ponudimo svojo roko in svojo prisotnost in da smo ob njih takrat, ko so v stiski. In kot sem rekla, Ezekiel pravi, gori mestu, ki preliva kri. Bodimo pokončni v boju za življenje, odklonimo kulturo smrti. In Sveto pismo pravi, tam Bog nas nagovarja po Svetem pismu, vemo, da je to osebno pismo Boga nam. In pravi tako, z večno ljubeznijo te ljubim, zato sem ti tako dolgo ohranil svojo milost. Ne glede na to, ste verni ali niste verni, vas bo ob smrti Jezus vprašal, me sprejmeš za svojega odrešenika, hočeš k meni ali me odklanjaš. In takrat se moramo zavedati pomembnosti tega Jezusovega povabila, ki je za nas umrl na križu, zato da bi mi imeli večno življenje. Zavrnimo torej možnost, ki je protinaravna, in dopustimo, da naši dragi in vsi tisti, ob katerih smo, doživijo te končne, te trenutke poslavljanja
ob tvoji in ob moji ljubeznivi roki. Hvala lepa, dragi gledalke, dragi gledalci, in računamo na vas, da se boste kot levinja borili za življenje. Za življenje in odklonili kulturo smrti. Z Bogom in Bog vas blagoslovi.